Kot vsako leto tudi letos 28. julija obeležujemo Svetovni dan hepatitisa. Gre za bolezen, ki lahko konča s smrtnim izhodom, bodisi zaradi raka na jetrih ali pa zaradi dokončne odpovedi delovanja jeter ob cirozi. Letošnje geslo Svetovnega dneva hepatitisa je Poiščimo manjkajoče milijone. In še kako pravilno je to geslo, saj pravzaprav v svetu 320 milijonov okuženih še ne ve za svojo okužbo. Pri tem pa vemo, da hepatitis B je bolezen, ki jo lahko preprečimo z uspešnim, učinkovitim in varnim cepljenjem, medtem ko je pa hepatitis C celo prva virusna kronična okužba v zgodovini medicine, ki jo lahko pozdravimo. Na ta način seveda smo v Sloveniji pozdravili že mnogo bolnikov, skoraj 3000, iskali smo jih aktivno, najprej seveda v skupini, kjer smo pričakovali, da so okuženi, in tako smo tudi s pomočjo najnovejših zdravil uspeli izkoreniniti hepatitis C v skupini hemofilikov. Smo prva država v svetu, ki je to uspelo, in napravili tako imenovano mikroeliminacijo hepatitisa C v tej skupini. Seveda smo to izvedli že tudi v številnih drugih skupinah. Ampak ostajajo pa bolniki, ki so okuženi, pa se tega ne zavedajo, zaradi tega, ker 2, 3 ali še več desetletij okužba poteka brez bolezenskih znakov, in zato jo moramo aktivno iskati. Bodisi, da jo iščemo pri določenih specialistih, saj okužba povzroča zunajjetrne manifestacije, bodisi, da ljudje opravijo testiranje sami na temelju določenih dejavnikov tveganja, ki se jih zavedajo, bodisi, da osebni zdravniki opravijo to testiranje, če gre za nenormalne teste za oceno delovanja jeter v krvi ali za določene bolezenske znake, ki nakazujejo jetrno bolezen. Obstaja pa še vrsto drugih indicev, ki bi seveda morali nakazovati na to, da je osebo treba testirati, s čimer smo hoteli pridobiti predvsem osebne zdravnike v Sloveniji, kajti vsak Slovenec ima svojega osebnega zdravnika, namreč, da bi osebni zdravnik ponudil določen vprašalnik svojemu klientu z dejavniki tveganja, če bi bilo karkoli pozitivno, seveda se opravi testiranje. Poleg tega bi pa ob določenih zunajjetrnih manifestacijah, recimo določenih kožnih spremembah, ki so nepojasnjene, izrazitih bolečinah v mišicah ali sklepih, ki jih z drugimi preiskavami niso mogli pojasniti, izrazito utrujenostjo in še nekaj tega, tudi ob tem, da bi družinski zdravniki pomislili na možnost okužbe z virusom hepatitisa C in seveda tudi opravili to testiranje. Vse ostalo v primeru pozitivnega izvida seveda opravi specialist infektolog. Imamo 5 centrov po Sloveniji, kjer se to izvaja, ampak osnovni in temeljni princip pa je testiranje in odkrivanje okuženih.